Ta svet se malo dotika NLP-ja ali nevrorealističnega programiranja, kakorkoli temu rečejo. Jaz osebno pač nimam tega izrazja in vseh izrazov, ki si jih izmišlja nekateri strokovnjaki na tem področju. Ker rad povem preprosto ljudem, kaj je treba narediti na prezentaciji, da uspejo. No, zakaj gre? Namreč nekaj, ko razlagate, lahko si predstavljate, da umestite to nekje v prostor. Recimo razlagate, prej smo bili tukaj, lansko leto so bili rezultati slabi, zdaj gremo na boljše rezultate, letos nam vse bolje gre in smo tukaj. Potem pa tudi upoštevate vaše prezentacije. Ne morete potem reči, ja, prej ste rekli, gremo naprej, pa pokažete, no, zdaj bomo šli pa naprej v prihodnost in pokažete na levo stran. S tem stvari napako, tudi nekateri poslušalci mogoče opozorili, čakajte, tam imate pa ja, preteklost, ne kažete tega tam. Tako da to uporabljate za tiste, recimo, objekte ali pa predmete ali pojme, ki jih posujete, in potem vedno tudi skrbite za to, da ste tam. Lahko tako naredite, recimo, ja, lani niso bili dobri rezultati, se postavite zdaj na to stran, kjer ste vrlo dobri rezultati. Zdaj pa gremo naprej v prihodnost, in se postavite naprej in razlagate o prihodnosti in je to vaše sidro tukaj. Tako da ne pozabite, da je to sidro potem, kadarkoli ste ga omenili, ga morate držati do konca prezentacije. Ne morate se razmotiti. Slabe stvari so potem celo prezentacijo tukaj, naprimer, če so le to slabe stvari lansko leto, dobre stvari so tukaj. In o tem vedno to razlagate na ta način. Če se postavite, da poveste kaj slabega, bolje, da greste na levo stran, kaj novega, modernejšega, naprednejšega za prihodnost, se postavite na desno stran. Prav? To je to. In to je sidranje, preprosto povedano. So še druge tehnike, ampak to je tisto, kar najbolj treba obvladati za dobro prezentacijo. Sergej tukaj, hvala za ogled in dobro prezentacijo vam želim.